Pozdravljeni! V ZDA se povečuje možnost, da bi prišlo do preiskave pokola vsaj 2000 talibanskih ujetnikov s konca leta 2001. Pokol so zagrešile enote Severnega zavezništva pod poveljstvom generala Dostuma. Del talibanskih ujetnikov se je zadušil med prevozom v kontejnerjih, kamor so jih stlačili med 200 in 300 naenkrat. Preostali so bili postreljeni, njihova trupla zakopana v puščavi. Zaradi morebitnih preiskav so bile po letu 2006 množične grobnice odkopane, trupla odstranjena. Bushova administracija je preprečila vsaj 3 zvezne preiskave o vojnih zločinih. General Dostum je bil na plačilni listi CIA in sodeloval z ameriškimi enotami za posebne naloge. Podobno se je obnašala afganistanska oblast, general je danes vodja generalštaba afganistanske vojske. Sedanji predsednik Obama preiskavi ne namerava nasprotovati, čeprav Ministrstvo za obrambo in FBI ne nameravata sodelovati, ker ni dokazal, da bi pri tem zločinu sodelovali pripadniki ameriške vojske. Varnostni svet ZN je zaskrbljen zaradi odkritja velike izraelske vohunske mreže v Libanonu. V zadnjih mesecih je bilo aretiranih 30 ljudi, med njimi tudi visoki predstavniki libanonske vojske in policije. Največji del dvojnih agentov je bil odkrit kot del izraelske operacije Presenečenje ob zori, ki se je začela leta 2006 pred napadom na Libanon. Kljub premirju sta državi formalno še vedno v vojni. V Libanonu se izdaja države lahko kaznuje s smrtjo. Po oceni generalnega sekretarja ZN mir na območju poleg vohunjenja ogrožajo še tihotapljenje orožja, atentati, bombni napadi, stalno kršenje libanonskega zračnega prostora ter nespoštovanje razmejitvene črte med državama. Zahteve iz resolucije Varnostnega sveta ZN 1701, s katero je bilo sklenjeno premirje, še vedno niso povsem uresničene. V Rusiji je bila umorjena še ena borka za človekove pravice. Ko je odšla iz stanovanja v Čečeniji, so jo ugrabili, njeno truplo je najdeno v nekem gozdu v Ingušetiji 9 ur pozneje. Natalija Estemirova je preiskovala ugrabitve, mučenja in izvensodne poboje, ki so jih izvajali vojska in oborožene milice v Čečeniji in na Severnem Kavkazu. V zadnjem času je preiskovala serijo požigov hiš, ki so jih izvajale milice s podporo države. Sodelovala je tako z Ano Politkovsko kot Stanislavom Merkelovom, ki je bil ubit januarja letos. Je prejemnica nagrade švedskega in evropskega parlamenta. Organizacija, za katero je delala, verjame, da so v njen uboj vpletene tajne službe. Ruski predsednik Medvedjev je zaradi umora izrazil ogorčenje in ukazal preiskavo na najvišjem nivoju. Nigerija, Niger in Alžirija so podpisale pogodbo o gradnji plinovoda, ki bo transportiral nigerijski plin v Sredozemlje. Dolžina plinovoda bo skoraj 4200 km, na evropske trge bi lahko pošiljal 30 milijard kubičnih metrov plina letno. Vrednost projekta je ocenjena na 9 milijard evrov. Nigerijske plinske zaloge so ocenjene na 180 trilijonov kubičnih metrov in so 7. največje na svetu. 7. Okay. Francoski Total, angleško-nizozemski Shell in ruski Gazprom so pripravljeni investirati v projekt. Čeprav Evropska unija upa, da se bo podobno kot z Nabukom rešila odvisnosti od ruskega plina, je prav Gazprom tisti, ki ima prednost pred zahodnimi energetskimi družbami. Prejšnji teden je z nigerijsko plinsko družbo podpisal 2,5 milijarde dolarjev vredno pogodbo o izgradnji novih rafinerij, plinskega omrežja in elektrarn. Glavni pomislek pri gradnji plinovoda do Sredozemlja je varnost in zanesljivost oskrbe. Nezaščiten plinovod bi zlahka postal tarča tuareških upornikov ali Al-Kaide, ki delujejo na nenaseljenih in nenadzorovanih območjih Sahare. V noči pred francoskim državnim praznikom, ki obeležuje začetek francoske revolucije, je mladina iz predmestij praznovala na svoj način. Pri tem je zažgala okoli 320 avtomobilov in se spopadla s policijo. V spopadih je bilo ranjenih 13 policistov in aretiranih 240 mladostnikov. Država je praznik obeležila s precej dražjimi vojaškimi paradami in ognjemeti.
Kanada je uvedla vize za državljane Mehike in Češke. To je storila zaradi porasta prošenj za politični azil. Od leta 2007 je prošnjo vložilo 3000 čeških in 9400 mehiških državljanov. Večino čeških prošenj so vložili pripadniki romske skupnosti, ki se čutijo ogroženi zaradi napadov pripadnikov ekstremne desnice. Kanada jim je odobrila skoraj 85% zahtev. Češka vlada se je na kanadsko potezo odzvala ostro. Protestno odpoklicala veleposlanika, namerava pa, kljub kršenju skupne evropske vizumske politike, uvesti vize za kanadske državljane. Repetitivni humor na te fore ne paše to, no? Ja, tebi marsikaj ne paše, Šiško. We don't really care. Didn't ask a question. Okay. Prodaja človeških organov je bila do sedaj vezana na globalni jug in dele nekdanjega vzhodnega bloka. Finančna in gospodarska kriza je pripomogla, da se takšnih dejanj iz obupa lotevajo tudi v Italiji. Čeprav so takšni posegi v Italiji prepovedani, dobivajo bolnice čedalje več ponudb za prodajo organov, oglasi za prodajo organov se pojavljajo na spletu. Večina donatorjev zato odide na operacijo v Romunijo, Bolgarijo, marsikdaj pa tudi v Turčijo, Izrael in Palestino. Cena za ledvičko se giblje do 50 000 evrov. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo.